Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi in prav krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo. In prav krvodajalstvo bo nocoj tisto, o katerem bo tekla beseda. Z velikim veseljem v našem studiu pozdravljam predstojnico Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, gospo Lidijo Lokar, doktorico medicine, specialistko transfuzijske medicine. Dober večer. Dober večer, tudi vam. Predlagam, da začneva tam, kjer se je pravzaprav vse skupaj začelo. In sicer me zanima, ali je znano, kdaj in kje se je v medicini začela izvajati transfuzija krvi kot medicinski postopek. Ja, daleč nazaj v zgodovini sega v 17. stoletje prvi poskusi transfuzije in zdravljenja s krvjo, in sicer tako kot vedno prvi poskusi so bili na živalih. To je bilo v 17. stoletju, takrat so potem seveda potem na živalih, potem iz živali na človeka, potem pa iz človeka človeku darovanje krvi, ampak so ti prvi poskusi transfuzije bili neuspešni. Prvi uspešni poskus transfuzije, zdravljenje potem, je zabeleženo 1818. leta, ko je en porodničar v Franciji, James Blundell, opravil transfuzijo krvi porodnici ob veliki krvavitvi. Takrat je mož, direktna transfuzija je to bila iz žile v žilu, mož praktično omogočil transfuzijo svoji soprogi, ženi, in na ta način jo rešil življenje. To so bili prvi poskusi. In kot ste že sami dejali, lahko tudi sama sedaj metaforično povzamem, da transfuzija nekako poteka od vene dajalca pa do vene prejemnika. Sliši se enostavno, pa vendar v resnici ni tako preprosto. Kako vse skupaj poteka od začetka do konca v današnjih časih? Ja, tako kot sem omenila, nekoč je bila direktna transfuzija. To pomeni, da je bilo iz žile darovalca, dajalca v žilo bolnika direktno. Danes je to zelo drugače. V bistvu poteka, proces je dolgotrajen, začenja seveda pri žili krvodajalca, konča se pri žili bolnika. Vmes pa je veliko dejavnikov, veliko postopkov, katere moramo zagotoviti, da so pravilno izpeljani po vseh zahtevah kakovosti, zakonodaje in tako naprej, da bi zagotovili potem varno transfuzijo. Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Kaj to pomeni v praksi? V praksi takole. Rdeči križ Slovenije je organizator krvodajalskih akcij in zagotavlja, njegova dolžnost, naloga je zagotavljati zadostno število krvodajalcev za zagotavljanje nemotene preskrbe s krvjo, vendar seveda z roko v roki skupaj z izvajalci. Izvajalci pa so transfuzijska služba. Tako da zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev izvajamo skupaj, planiramo krvodajalske akcije. Krvodajalske akcije se planirajo vsako leto na podlagi potreb po krvi, tako da na podlagi porabe ugotavljamo, kakšne bodo, predvidevamo potrebe, in potem konec leta vedno planiramo akcije za naslednje leto, tako da potem usklajujemo in pravilno razporejamo te planirane akcije. Že sami ste omenili transfuzijsko službo v Sloveniji. Morda še beseda o tem, kako je slednja organizirana, koliko centrov oziroma ustanov zajema? Ja, v zadnjih 15 letih se je dogajala reorganizacija transfuzijske službe v Sloveniji. Pred to reorganizacijo je bil v Sloveniji Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani in transfuzijski oddelki pri bolnišnicah. Danes pa so Zavod za transfuzijsko medicino kot referenčni center v Ljubljani, potem Center za transfuzijsko medicino v Mariboru in transfuzijski center Celje. Zavod za transfuzijsko medicino ima priključene centre za transfuzijsko dejavnost, kateri so prej bili oddelki pri bolnišnicah. Transfuzijski center Celje je kot samostojen, medtem ko je Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor ima pridružene oddelke transfuzijske, nekoč danes enote za transfuzijsko dejavnost na Ptuju in Murski Soboti. Tako da mi zagotavljamo preskrbo s krvjo za severovzhodno Slovenijo.
Tako. In sedaj k tistemu pomembnemu vprašanju, kdo vse lahko daruje kri. Obstajajo namreč določeni pogoji in omejitve, čemu moramo ustrezati za to plemenito dejanje. Tako, predvsem prvo je, da oseba mora biti polnoletna in zdrava. To je tisto, kar je vodilo, tako da vsaka zdrava oseba lahko daruje kri od 18. do 65. leta starosti. So določeni momenti, oziroma kriteriji, katere moramo vedno upoštevati pri izbiri krvodajalca, tako da je to vsaka zdrava oseba, polnoletna. Če govorimo o tistih kriterijih, to je seveda telesna teža, so potem vrednosti hemoglobina, katere določamo pred odvzemom, ker oseba seveda ne sme biti slabokrvna, anemična, potem pa je to vrednost krvnega pritiska. Pogledati moramo krvodajalca, tudi zdravnik ga pregleda, tudi ne sme biti kakih prehladov, kakih infektov, tudi v zdravila določena se lahko jemljajo, pa se tudi lahko daruje kri, določena ne, tako da so različni kriteriji, so jasno postavljeni, pa tudi kriteriji, v katerem primeru nekdo ne more darovati kri. Kolikšna pa je tista minimalna teža krvodajalca, ki je potrebna za opravljanje tega postopka? Teža je 50 kg. 50 kg in sicer zaradi tega, ker izhaja se iz tega, da je maksimalni volumen, katerega lahko odvzamemo krvodajalcu, 13% celotnega volumna krvi. In se potem na podlagi izračunov ugotavljalo, da je ta teža, katera je sprejemljiva, je 50 kg. Pa se pogosto zgodi, da pridejo osebe, ki ne dosegajo 50 kg in so potem nekako odslovljene ali niti ne? Se zgodi, predvsem so to takrat tisti, ki darujejo prvič kri, pa so tiste dekline, katere pazijo na telesno težo predvsem, taki drobižki bi rekli, in potem pa se zgodi, da tudi so zavrnjene. Žal, potem jim svetujemo naj malo več jejo, da se malo zredijo in potem se tudi lahko vrnejo nazaj. Tako. Ja. Kdo izrecno pa ne sme nikoli darovati krvi? Krvi nikoli ne smejo darovati osebe, katere so okužene z boleznimi, katere bi lahko se prenašale s krvjo. To je recimo z virusom HIV, potem hepatitis B, hepatitis C, osebe, katere so si nekoč vbrizgavale intravenozno drogo, katere imajo tudi, sodijo v tiste rizične skupine oziroma skupine z rizičnim načinom življenja, da je potem možnost okužbe, tudi homoseksualci, oziroma osebe, katere imajo spolne odnose moški z moškimi. To je jasno definirano, tako da te skupine potem žal ne morejo biti vključene v vrsto krvodajalcev. V katerih primerih pa lahko pride do začasne zavrnitve krvodajalca? Že prej ste omenili recimo prenizko telesno težo, pa tudi kakšno bolezensko stanje, kot je prehlad ali tudi kaj hujšega, pa še so določeni pogoji. So določeni pogoji, tako da recimo, če začnemo od samo tisto, ko sem rekla, anemija, slabokrvnost je tisti vzrok, na podlagi katerega lahko zavrnemo, ker meja je hemoglobin, katerega izmerimo pred odvzemom krvi. Za ženske je meja 125, za moške 135, potem je to krvni pritisk, tudi so določene meje najvišjega pa najnižjega, potem pa so to različni recimo infekti, viroze, 2 do 3 tedne mora miniti od prehlada, od jemanja antibiotikov, tu so potem tetovaže, recimo to je zelo popularno, piercingi, to je vsaj 6 mesecev, da mine, potovanja tudi v tujino, v različne tropske kraje, danes potujejo mladi zelo veliko in praktično se s tem srečujemo vsak dan, tako da je odvisno od tega, v katerih državah je bil, so tudi različni kriteriji za odklone, lahko je 6 mesecev, lahko do 1 leta, lahko samo 28 dni, odvisno od tiste bolezni, katera bi lahko se prenašala. Tu so potem še operativni posegi, manjši operativni poseg, recimo 3 mesece odklon, večji 6 mesecev, lahko bi še naštevali. Pa so po vaših izkušnjah krvodajalci vedno iskreni in po resnici povedo, če so recimo bili v tujini ali če so si pred kratkim naredili kakšno tetovažo ali piercing, ali se je kdaj zgodilo, da ste koga ugotovili? Poglejte, mi pred odvzemom krvodajalec tudi izpolni en vprašalnik. Tako, in ta vprašalnik zajema kar številno vprašanja so, iz katerega mi izvemo potem tudi praktično
kakšen način življenja je tudi, kakšne bolezni so, v preteklosti je kdo prebolel, kako se počuti danes krvodajalec. Z svojim podpisom na tem vprašalniku pa krvodajalec tudi zatrjuje, da so podatki resnični. Tako da s tem upamo in si želimo in mislimo, da so toliko ozaveščeni, da povedo resnico. Tudi jaz upam tako. Sicer pa, ko se zavestno odločimo, da želimo postati krvodajalec, kam se je potrebno odpraviti? V Mariboru je konkretno takole, to Center za transfuzijsko medicino, VUKC Maribor, nahaja se v kletnih prostorih stolpnice kirurške. Odvzem krvi izvajamo trenutno na oddelku v centru torek celi dan, od 7 ure zjutraj do 17:30 popoldan, ob četrtkih od 7 do 11. Izvajamo akcije terenske krvodajalske akcije, pa so ob sredah in ob petkih, tudi ob ponedeljkih kdaj. Imamo pa namen v prihodnje, ko se malo kadrovsko okrepimo, izvajati tudi odvzeme in ponedeljek in sredo na oddelku, tako da bi praktično bili dostopni tudi na oddelku vsaki dan skoraj, razen petka. Kje pa lahko ljudje še pridobijo te podatke, ki ste jih zdaj povedali? Predvidevam, da so objavljeni na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra, še kje drugje? So na spletni strani, pa tudi spletna stran je Daruj kri. In ta spletna stran je v bistvu slovenska, Zavod za transfuzijsko medicino, v sodelovanju z Rdečim križem, tako da tam so vsi podatki, kje se nahajajo oziroma kje se izvajajo krvodajalske akcije, ure točno od do, v katerih tudi drugih transfuzijskih ustanovah, centrih, tako da je vse dostopno na spletu. Že prej ste omenili, da je pred samim potekom darovanja krvi potrebno izpolniti formular, danes ste ga prinesli tudi s seboj. Ta formular torej dobi krvodajalec pred vsakim dajanjem krvi ali takrat, ko pride prvič? Pred vsakim dajanjem krvi. Pred vsakim dajanjem krvi včasih krvodajalci postavljajo tudi vprašanja, zakaj vsakokrat moram ponovno to izpolnjevati. Zato, ker se tudi spreminjamo, tudi zaradi tega, ker danes tokrat smo potovali, prej pa nismo potovali, tako da ti podatki so nam zelo pomembni. Tudi v transfuzijski stroki, tako kot v vseh tudih, je zelo pomembna sledljivost. Mi moramo imeti čisto vse dokumentirano, vse podatke shranjene, tako kot ste rekli, od vene do vene. Tako da čisto vsaki segment mora biti dokumentiran, moramo za nazaj imeti možnost pogledati, preveriti, kaj je bilo v določenem momentu, ker lahko se zgodi tudi, da so mogoče kdaj kakšni zapleti in potem za nazaj moramo iti pogledati in preverjati podatke. Vemo, da se s krvjo prenašajo razne bolezni, tudi vi ste prej o tem že spregovorili, pa vendarle, katere teste naredite posameznikom pred darovanjem krvi? Pred darovanjem krvi naredimo samo določitev hemoglobina. To je za darovanje polne krvi. Vkolikor so drugi posebni odvzemi, potem pa so še druge preiskave, ampak kar se tiče bolezni, ki se lahko prenašajo s krvjo, to se potem po odvzemu testirajo vsaka enota krvi, vsakokrašni odvzem, in to na hepatitis B, hepatitis C, HIV in sifilis. Tako da se vse pravočasno izloči. Se kdaj zgodi, da tudi vi na novo odkrijete katero izmed omenjenih diagnoz, za katero sam bolnik še ne ve? Se zgodi tudi, da odkrijemo, ugotovimo pozitivne rezultate, da imamo pozitivne teste. Takrat moramo vsekakor poklicati krvodajalca, tudi ponovimo teste in potem usmerimo naprej. Ali so ljudje že dovolj ozaveščeni, da vedo, da pred samim odvzemom krvi ne smejo biti tešči? Stari krvodajalci, če lahko rečem stari, to so redni krvodajalci, kateri so darovali kri že velikokrat, večkrat, ponavadi še vedno prihajajo tešč, ker nekoč so bili tako naučeni, da morajo priti tešč. Mi to ne zagovarjamo oziroma prosimo danes vse, da pridejo da pojejo nekaj, kakšen lahki nemastni zajtrk, to se priporoča, in tekočine. To je vsekakor boljše in takrat je manj zapletov, predvsem pri tistih, ki pridejo prvič, tako da je manj tistih slabosti, kateri se tudi lahko zgodijo.
Tako, v nocojšnji oddaji Halo zdravnik govorimo o krvodajalstvu. V studiu gostim doktorico Lidijo Lokar, ki je tudi predstojnica transfuzijskega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Nocoj boste lahko izvedeli veliko pomembnih informacij na to temo. Ravnokar smo povedali, da torej krvodajalci ne smejo težči na odvzem za darovanje krvi. Omenili ste tudi nek nemasten obrok oziroma zajtrk, če smo lahko bolj natančni, katera živila priporočate. Tako priporočamo, da se popije čaj, da se popije sok, da se poje kakšen keks ali kos kruha z marmelado, tako da ne polnomastno mleko, ne maslo na kruhu, tako da tudi ne kakšne klobase, tako da to svetujemo. Tako da bistvena je tekočina, pa nekaj malo kalorij. In zakaj je tako pomembno, da ne zaužijemo mastnih stvari? Pomembno je zaradi tega, ker kri potem mi predelujemo, ne. Kri se predeluje in se predeluje v različne komponente in takrat je tiste maščobe so v plazmi, katero potem predelujemo in takrat je tudi ne moremo uporabiti. Verjetno pa je pomembno tudi to, da ljudje ne pridejo na odvzem pod vplivom alkohola oziroma verjetno ni zaželeno, da bi ob zajtrku popili kozarček vina. Zakaj je to tako pomembno? Poglejte, glede alkohola je tako kot za vse, velja tudi pri krvodajalstvu. Kozarec vina se svetuje po kosilu, da ne kupuje. Tako recimo se, to je sigurno en kozarec vina ne škoduje zdravju, ampak če se predvideva, da se daruje kri, potem pa se vsekakor odsvetuje, ker alkohol ima svoje učinke, tako da je potrebno temu se takrat odpovedati. Kako je pa s kajenjem? Slednje nima nobene povezave? Kajenje odsvetujemo iz zdravstvenih razlogov na splošno, ne glih povezano z krvodajalstvom, čeprav pri kadilcih opažamo in je tudi to prisotno, recimo na določene krvne celice, naprimer na levkocite, trombocite imajo tudi vpliva, tako da je recimo levkociti so nekoliko povišani lahko pri teh kroničnih rednih krvodajalcih, tako da se tudi tu pozna. Kako dolgo običajno traja postopek odvzema polne krvi in koliko krvi v tem primeru odvzamete? Postopek praviloma traja kakšnih 7 do 10 minut, sam postopek odvzema. Od vene punkcije pa dokler ne nateče tista količina potrebna v vrečko. Odvzamemo 450 ml krvi, plus minus 10% je dovoljeno. Zakaj ta volumen krvi? Prej sem že omenila 13% volumna lahko, da se odvzame. Zdaj tisti 450 ml je zaradi tega, ker komponente, katere pripravljamo potem iz te polne krvi, morajo biti praktično standardizirane. Morajo imeti točno določena kakovost, naprimer koncentrirani eritrociti se točno ve, kolikšen mora biti volumen, kolikšen mora biti hematokrit, tako da moramo točno zadostiti tem zahtevam, ker to je tudi v zakonodaji zapisano in zahtevah kakovosti. Tako je prav zaradi tega standardiziranega postopka in predelave in standardiziranih potem zahtev po komponentah mora biti ta volumen. Ker naprimer iz manjšega volumna ne moremo potem pripraviti tako kakovostno komponento, kot so podane zahteve. Pa se po vaših izkušnjah komu izmed krvodajalcev vendarle zdi to kar velika doza, 450 ml, se kaj pritožujejo ali vsi razumejo vašo razlago? So mogoče malo presenečeni prvič, ko pridejo pa takrat, ampak če so že prišli, so se seveda sprijaznili s tem, da grejo na odvzem, tako da malo so mogoče presenečeni, ampak potem pa ni nobenih težav. Če se malce ustaviva še pri sami sestavi krvi, bi lahko opisali, s česa vse je sestavljena? Ja, kri je tekoče tkivo, sestavljeno je iz celic in iz tekočega dela. Celice so tiste, katere vsi poznamo, to so eritrociti, rdeče krvničke, levkociti, bele krvničke in trombociti krvne ploščice. V tistem tekočem delu, kateri se imenuje plazma, pa so različne beljakovine, rudnine in predvsem zelo pomembne beljakovine, katere so odgovorne za strojevanje krvi in za našo imunost. V povprečju ima zdrav odrasel človek koliko krvi? 5 do 6 litrov, recimo poprečno 70 kg težek človek ima okoli 5 do 6 litrov krvi.
V kolikšnem času pa potem telo nadomesti to kri, ki jo daruje, se pravi 450 ml, plus minus 10% ste rekli? Tako. Ta volumen med samim odzemom že se prerasporeja zaradi medceličnih izven žilnega prostora je tudi veliko tekočine, potem nekoliko ur po samem odzemu se ta tekočina prerasporeja, tako da potem tudi do nekih velikih sprememb tudi v krvnem pritisku in tako naprej ne prihaja. Poudarek pa damo vedno na pitje tekočine, tako da tudi pred odzemom krvi svetujemo zaradi tega popiti tekočino in tudi potem, ker seveda je to od tega volumna, je odvisen tudi krvni pritisk in potem tudi možni eventualno zapleti. Ali odzem krvi znižuje visok krvni pritisk? Je to mit ali resnica? Poglejte, vsaka izguba krvi ali odzem krvi je logično, če je manjši volumen, da je nižji pritisk. Ampak prav zaradi tega, kot sem prej omenila, tista prerazporeditev izven žilnega prostora tekočina gre potem v žilni prostor in praviloma velikih sprememb v krvnem pritisku ni. So pa krvodajalci, kateri imajo povišen krvni pritisk in jemljajo zdravila za povišen krvni pritisk in če je ta pritisk urejen, potem lahko darujejo kri. Oni pa navajajo olajšanje eno po darovanju krvi ali pa recimo tudi pri teh krvodajalcih, pri teh osebah s povišanim krvnim pritiskom včasih pride do krvavitve iz nosu. Ta krvavitev iz nosu je praktično en ventil in je pri povišanem krvnem pritisku skoraj da dobrodošla. Boljše, da tukaj malo steče, kot pa da pride do kakšne krvavitve možganih. In ti krvodajalci potem navajajo eno olajšanje, se boljše počutijo po odzemu krvi, ker tudi že po 3 mesecih kar navajajo, da čutijo, da morajo priti na darovanje krvi. Tako, to so take zgodbe, pa sigurno je nekaj v tem. Odlično. Že prej ste omenili krvavitev iz nosu, pa mogoče, ker je naša oddaja tudi namenjena temu, da čim bolj ozaveščamo, kako je potrebno ravnati, če krvavimo iz nosu. Se mi zdi, da so še vedno pogoste polemike, ko ljudje ne vedo, ali je bolj pravilno, da glavo držijo navzdol ali navzgor. Kaj bi rekli vi? Potrebno je ne glavo nazaj ali kaj takega, ampak je treba hladni obkladek in pritisk. To je predvsem. Če je večja krvavitev, potem seveda gre potem, tudi je pogoltnemo, tudi je izkašljamo potem, tako da so potem tudi tisti neki strahovi potem, da je izkašljujemo kri ali kaj takega. To je vse od tistega, ko je steklo navzdol. Tako. V redu, hvala tudi za to informacijo, tako mimo grede. Sicer pa me zanima, ali obstaja kakšen odstotek možnosti, da pride do kakršnekoli okužbe pri samem darovanju? Ne, pri samem darovanju ves material, vse, kar se uporablja, je za enkratno uporabo in možnost kakršnekoli okužbe pri darovanju krvi krvodajalca ni možna. Dobro. Prej sva govorili o odzemu tako imenovane polne krvi, pojasnili ste tudi samo sestavo krvi, sedaj pa bova govorili o tem, da je možno odzeti tudi le določene sestavine krvi, kar strokovnjaki imenujete afereza. Drži. Kdaj pride to v poštev? Mi imenujemo tudi posebni odzemi, to so afereze. Gre se za to, da se odzame določeni del krvi. Lahko se odzamejo samo celice, kot so trombociti, takrat govorimo o tromboferezi, lahko eritrociti, to so eritrofereze, lahko tudi levkociti, levkafereze, oziroma posebej bele krvničke granulociti, to so granulofereze, in lahko tudi tisti tekoči del krvi, to je plazma, to so potem plazmafereze. Trombofereze izvajamo tudi pri nas, takrat, ko je tudi naročilo za trombocite. Trombocite pripravljamo tudi iz polne krvi, ampak je možno tudi od enega dajalca pripraviti terapevtski odmerek trombocitnega koncentrata in to izvajamo s postopkom trombofereze. Pri teh krvodavcih kriteriji so seveda enaki kot za polno kri, plus dodatno mora biti število trombocitov 150 minimum, odvisno je pa tudi od tistih aparatov, katere uporabljamo, tudi če je više število trombocitov pri darovalcu, tudi je potem više število trombocitov lahko v tem koncentratu, tako da je potem tudi to odvisno. Kdo pa je tisti, ki odloča, ali bo odzem krvi tako imenovano poln, ali bodo odzete le posamezne sestavine krvi?
Krvodajalci, ko prihajajo na odzem polne krvi. Za posebne odzeme pa mi kličemo krvodajalce. In sicer za trombocite takrat, ko je potreba, ko je naročilo, ko jih nimamo dovolj pripravljenih ali na zalogi na tisti drugi način pripravljeno iz polne krvi, takrat kličemo. Pa potem tudi je odvisno od naročila strani klinikov. Kakšen je pa odziv tistih, ki jih pokličete takrat, ko res nujno potrebujete določene sestavine? Mi imamo, lahko rečem, en zvezek v tem zvezku, kljub digitalizaciji danes, ampak zvezki so še vedno velikokrat v uporabi, v kateri imamo zapisane tiste krvodajalce, kateri so pripravljeni priti na tromboferezo oziroma na aferezo, ker takrat, ko darujejo polno kri, jih vprašamo, če so pripravljeni in jih potem zapišemo v ta zvezek. Tako da vedno so takrat, ko jih pokličemo, pa če niso zadržani, vedno se odzovejo. Kako pa sicer poteka sam odzem krvi z aferezo? Se kaj razlikuje od tistega? Ja, postopek se razlikuje. To so celični separatorji, tako imenovani aparati, in krvodajalec je praktično priključen na ta aparat ves čas, dokler ta postopek poteka. Obstajajo dve metode, to so kontinuirani pretok pa diskontinuirani, to pomeni, da lahko daruje iz ene roke ali pa iz obeh, da je z obemi rokami hkrati priključen. Tisto, ko je z obema rokami vključen, potem pa iz ene roke kri gre v aparat, se v aparatu centrifugira, ločuje. Tista komponenta, katero želimo, trombociti, se zbirajo v vrečko, po drugi roki pa se tisto, kar želimo vrniti oziroma ne zbiramo, vrača krvodajalcu. Ta postopek potem kontinuirani, ker kontinuirano poteka, traja nekoliko krajše, okoli recimo slabo uro, bi rekli, medtem ko tisti, ko je diskontinuirani, je samo na eno roko, takrat kri gre v aparat, se ločuje in potem sam postopek se lahko rečem, preklopi in se potem krvodajalcu tisti del, kateri ne zbiramo, vrača po isti žili nazaj. Tu je postopek nekoliko daljši, kakšno uro, četrt, uro pa pol, odvisno pa spet od vseh tistih značilnosti krvi in tistih celic, katere potrebujemo. Že prej ste kar precej govorili o aferezi trombocitov. Je to tisto najpogostejše, kar izvajate? Mi izvajamo, kar se tiče aferez, izvajamo samo trombofereze. Nekoč smo delali tudi plazmafereze, zdaj zadnja leta ne, to se izvaja v Ljubljani, tako da imamo tudi plan uvesti ponovno plazmafereze, ampak zaenkrat samo trombofereze. Tudi granulofereze, levkofereze se izvajajo samo v Ljubljani. Tako da, če potreba, potem se zna zgoditi, da tudi Mariborčani se odpravijo v našo prestolnico na to vrstno darovanje, ali so običajno te zaloge pokrite? To so, poglejte, to so posebni odzemi in to je res potem po naročilu in se potem kličejo krvodajalci. Tako in tudi recimo je potem te komponente potrebno v kratkem času porabiti, tako da tega na zalogu ni. Trombociti so na zalogu, ker jim je rok uporabe 5 do 7 dni, odvisno od postopka priprave, medtem ko so tisti levkociti, pa tisto se potem kar v 24-48 urah mora porabiti. In če se zadeva ne porabi oziroma nekako ni potrebe, potem predvidevam, da se slednje zavrže. Ja, to se zavrže, tako da en del teh krvnih pripravkov, krvnih komponent, katere pripravimo, tudi rok uporabe ima vsaka komponenta, tudi poteče rok uporabe in potem pa to zapade, mi rečemo. Se vi tega seveda dosledno držite? Ja, to je potrebno upoštevati, tako da recimo je tudi zaradi tega je potrebno uravnavati tiste zaloge in pravilno planirati, da bi tega prevelikih zalog bilo čim manj. Morda še beseda o neželenih učinkih afereznega postopka. So možni podobni zapleti kot pri darovanju polne krvi ali še bolj kompleksni? Ja, možni so zapleti. Pri darovanju polne krvi so tiste splošne, recimo zapleti slabost, kakšno potenje, tudi recimo je lahko, včasih se zgodi tudi, da krajši čas, kakšna nezavest ali kaj takega. To so tudi malo težji zapleti. Potem pa je na mestu vene punkcije je kakšna podplutba, tudi je lahko pri punkciji se lahko tudi dotaknemo živca, lahko je poškodba živca, to so vse zapleti, kateri se lahko zgodijo. Pri aferezah pa je še dodatno, zaradi tega, ker sam postopek bolj dolgo traja in med tem, ker en del krvi iz aparata
gre nazaj krvodajalcu, ker je v aparatu kri razredčena z antikoagulantom oziroma z sredstvom proti strajevanju. En del tega sredstva tudi, to je citrat, prejme tudi krvodajalec in se lahko zaradi tega zniža nivo kalcija v njegovi krvi in pride do kakšnih stranskih učinkov, kot je mravljinčenje. Mravljinčenje v prstih, v ustnicah in takrat se to prepreči na ta način, da mu upočasnimo postopek ali mu damo, da spije kalcij, tiste šumeče tablete kalcija. Krvodajalci tudi praviloma jim ponudimo pred samim postopkom, spijejo in se potem tem zapletu izognemo. Večji zapleti so tudi možni, hvala Bogu se ni zgodilo, da bi imeli kakih težjih zapletov. Če pa do zapletov vendarle pride, ali se jih ljudje ustrašijo, se zgodi, da se tovrstni krvodajalci več potem tako pogosto ne vračajo ali potem čez čas pozabijo? Čez čas praviloma pozabijo. Mi pa tudi, vkolikor se zgodi takšen zaplet, da se ponovi tudi drugič, ko nekdo pride, takrat pa mi odsvetujemo darovanje. Ker če nekdo pride enkrat, dvakrat, trikrat, pa mu je vsakokrat slabo, potem pa rečemo najlepša hvala za dobro voljo, ampak naj odsvetujemo potem darovanje krvi, pa rečemo naj dela v tem smislu, da nekoga pošlje. Tako da potem dela na krvodajalstvo na drugi način. Vseeno nadaljuje svoje poslanstvo. Ali enaki postopki odvzema krvi trajajo pri vseh ljudeh enako dolgo ali čas odvzema zavisi od vsakega posameznika posebej? Kako dolgo nekomu teče kri? Zdaj praviloma sem rekla, odvzem polne krvi traja 7 do 10 minut. Tako da nekje 3 minute so manevrskega prostora. So razlike, tako odvisno je vse od, recimo, žile so lahko različne. Eni imajo, sami veste, da eni imajo debele žile, mi rečemo, ne, potem tiste vene so potem praktično lumen je večji oziroma tudi večji, bolj hitri je pretok krvi, tako da bolj hitro nateče v vrečko tisti zahtevani volumen, potem pa je tudi, če je nekoga malo strah, potem tudi žile kolabirajo, takrat tudi ta pretok bolj počasen in zato se potem lahko zgodi, da različno traja. Pri aferezah pa je tudi, recimo, odvisno je od tistih nastavitev aparata, od števila trombocitov, katere krvodajalec ima, tako da je tudi od tega odvisno. In vi to vse individualno nastavljate in regulirate. Točno tako. Ja, sicer pa krvodajalcem ob darovanju oziroma po darovanju pripada tudi malica. Je tako? Seveda, absolutno. In v našem centru še vedno kranjska klobasa. To je tradicija in to je še vedno diši na oddelku ob torkih pa četrtkih po kranjskih klobasah. Seveda imamo še druga malica je tudi možna. Mladi včasih, predvsem punce, posegajo po kakšnih vegetarijanskih, tudi imamo sendviče, tudi je sadje, tako da je kar pisana izbira. In predvidevam, da gre tudi za neko prijetno druženje po tako plemenitem dejanju v jedilnici. Tako. Se krvodajalci med seboj poznajo? Veliko jih se že pozna, seveda pa tudi, če mlajši pridejo, takrat vedno pridejo v kakih skupinah, takrat se potem tudi to druženje v jedilnici prijetno, tako da je to kar lep zaključek tega darovanja. Že uvodoma pa smo govorili prav o tem, da je pred darovanjem potrebno zaužiti nemasten obrok, tako da ta malica striktno po darovanju. Po darovanju lahko klobasa, ni problema. Tako. Ja, kako je pa kaj z odsotnostjo dela na dan darovanja? Ali darovalcu pripada prost dan ali ne? Po zakonodaji iz leta 2003 krvodajalcu pripada dela prosti dan, tisti dan, ko daruje kri. Tako da je to, stroške tega pa krije zdravstvena zavarovalnica, tako zavarovalnica krije te stroške delodajalcu, tako da je dela prosti dan vsekakor možen oziroma pripada krvodajalcu. Pa so po vaših izkušnjah iz prakse delodajalci kot taki temu naklonjeni? Spodbujajo svoje delavce, da se udeležujejo takih akcij, jim omogočajo proste dni? Ali prihaja do kakšnih zapletov? Različno je. Praviloma omogočajo, ker večina se res zaveda tega pomena krvodajalstva in tega res dejanja. Tako da tu pa tam se najde tudi tisti, kateri se uprejo tem, da recimo ne pustijo krvodajalce na odvzem krvi, ampak vedno se nekako potem najde neka rešitev. Smo pa dobili tudi mogoče kdaj kakšen klic, dopis, da ga delodajalec ni pustil iz službe,
službe, čeprav smo mi klicali. To so taki neprijetni potem momenti, ampak žal se tudi s tem srečujemo. Večinoma pa mislim, da imajo posluha in morajo imeti. Ja, naj le tako naprej stremijo k temu. Nenazadnje nikoli ne vemo, kdaj bo kateri izmed nas kri potreboval. Že prej smo govorili o možnih zapletih po samem darovanju krvi. Ali ti zapleti običajno kmalu izzvenijo, ali nastopijo takoj po darovanju krvi, ali se lahko pokažejo tudi z zakasnitvijo? Zapleti so ob samem darovanju krvi, lahko so zapleti pred odvzemom, med odvzemom in po odvzemu. Zgodi se recimo pred odvzemom krvi, da že pri tistem določitvi, tistem piku iz prsta, določitvi hemoglobina, da že nekdo začuti slabost in potem do odvzema niti ne pride. Takrat se potem z njim pomenimo in se ta krvodalec tudi odkloni. Med odvzemom je tudi možno. Možno je recimo med odvzemom rahla slabost, samo malo na nekdo poten postane ali pa je malo izveni zelo hitro, takrat mi krvodalca vedno na tistih naših stolih privzdignemo mu noge, to je tako imenovani Trendelenburgov položaj, tako da krvodajalec praktično ima noge na višji razini od srca in takrat je potem tudi prerazporeditev krvi malo drugačna. Takrat da tista krajša slabost lahko izveni. Če pa ne izveni, če čutimo oziroma vidimo, da je krvodajalcu ni boljše, takrat se odvzem tudi lahko prekine in se potem ne dokonča. To je med odvzemov, so različne stopnje, 1, 2, 3, tudi od tistega lahkega potenja, krajše izgube zavesti, tako da je to tudi možno. Po odvzemu tudi. Po odvzemu enako tako so možne te različne stopnje slabosti, katere potem rešujemo. Seveda ležeči položaj, tekočina, merjamo krvni pritisk, tako da so nevarno je mogoče kakšen padec, se lahko tudi zgodi, če nekdo na poti do jedilnice, naprimer, začuti slabost, je lahko tudi padec, je lahko poškodba, to se tudi lahko zgodi. Kaj pa se zgodi v primeru, če darovalec ugotovi, da je kmalu po odvzemu krvi zbolel oziroma je naknadno ugotovil, da je bil pred dajanjem krvi v stiku z že okuženo oziroma obolelo osebo? So to pomembne ugotovitve in informacije, ki jih mora sporočiti tudi v vaš center, kjer mu je bila kri odvzeta? In kaj potem naredite v takšnem primeru? Ja, to so zelo pomembne informacije in tudi so krvodalci informirani o tej možnosti. Obstaja tudi možnost samoizključitve, to je še dodatno, pa tudi tole, ko ste zdaj omenili, ko ugotovi, potem sporoči in pokliče. Pred kratkim smo imeli tako, da parkrat se zgodi, da krvodalec pokliče, ali je potem dobil povišeno telesno temperaturo, ali je neki infekt nastopil takrat, pa imamo točno predpisane postopke, rečemo temu odpoklic krvne komponente, tako da se potem po številki krvodajalca oziroma številki krvi vse tiste komponente, katere so iz njegove krvi polne pridelane, se odstranijo iz uporabe, tako da se potem zavržejo. Pa se to pogosto dogaja ali je to zgolj izjema? Ni pogosto, je izjema, ampak smo, če lahko rečem, zelo veseli tega, da se zavedajo krvodalci tega, da lahko pokličajo in da nas obvestijo. Tudi recimo vedno poudarimo, če je kakršni kontakt bil ali karkoli, da se nas obvesti in potem pa ukrepamo točno po predpisanem postopku. Ali delež takšnih klicev dobivate tudi nekako večji v času porasta sezonske gripe in podobnih obolenj? Ali to ni vezano na to? Niti ne, ker takrat praktično morajo se zavedati, da niti ne morejo priti na odvzem. Tako, takrat, če nisi zdrav, potem pa ne moreš darovati kri. Tako. Prosila bi vas, da bi nam malce opisali sam postopek predelave krvi, ki potem sledi po odvzemu krvi darovalca. Je potrebna tudi kakšna kemična obdelava in kakšni so potem pogoji za hrambo? Predvidevam, da strogi. Tako, seveda, absolutno. Polno kri odvzemamo v plastične vrečke. Plastična vrečka, primarna tista, v katero kri nateče, je povezana z sistemom še z dodatnimi vrečkami, katere potem ločujemo komponente. Po samem odvzemu krvi kri mora mirovati, počivati vsaj kakšne 2-3 ure, zaradi tega, da se opravi še določena funkcija tistih belih krvničk, katere so za zaščito proti infektom, da praktično še določene
mogoče tiste bakterijske agense pojejo, po domače porečeno, fagocitoza nastopa. Potem pa se kri predeluje in sicer tako, da se centrifugira. To je mehanični način ločevanja. Takrat centrifugirano vrečko s krvjo na aparatu za ločevanje se ločujejo komponente, tako da se potem lahko pripravi plazma, katera se potem zamrzuje, koncentrirani eritrociti, katere v postopku predelave tudi filtriramo, in del krvi, kateremu rečemo en sloj, poseben Buffykov se imenuje, iz njega potem pripravljamo trombocite, kot sem že omenila prej. Tako da sam postopek predelave se izvaja odvisno od tega, v katere vrečke smo odzeli kri, katere komponente želimo pripraviti in pod strogo predpisanimi pogoji in seveda pod temi pogoji, seveda, da bo končni izdelek kakovosten, tako kot mora biti. Že prej smo govorili tudi o roku trajanja oziroma o roku uporabe posameznih segmentov krvi, pa me zanima, kako pa je kaj z rokom uporabe pri odvzemu polne krvi. Polno kri vso predelamo, tako da polno kri, razen kri, ko daruje bolnik sam zase, to je tako imenovana avtotransfuzija. To je verjetno pride v poštev pred kakšno operacijo? Tako. Ko je predvideno. Tako, pred planirano operacijo, postopek avtotransfuzije, se odzame polna kri in se ta kri potem hrani za bolnika. Pri navadnem odvzemu od krvodajalci, ko darujejo kri, polna kri se vedno predeluje. Predeluje se v komponente koncentrirani eritrociti, v ohranitveni tekočini, da se jim omogoči preživetje do 42 dni. Tako da rdeče krvničke 42 dni, hranimo jih na temperaturi od 2 do 6 stopinj, 42 dni, potem pa svežo zamrznjeno plazmo oziroma tisto plazmo zamrzujemo. Postopek zamrzovanja je v 6 do 8 urah po odvzemu na zelo nizkih temperaturah, minus 70 stopinj, z namenom ohranitve beljakovin, kateri so predvsem koagulacijskih faktorjev, in ta plazma se na temperaturi nižji od minus 25 stopinj lahko hrani tudi do 36 mesecev. Trombociti, tisti so pa najobčutljivejši, tako da njih hranimo do 5 dni. Vkolikor je postopek bakterijske inaktivacije, patogene inaktivacije, katero mi ne izvajamo v Mariboru, izvaja se v Ljubljani, takrat je lahko tudi rok uporabe 7 dni. Trombociti se hranijo pa na sobni temperaturi in samo 5 dni. Kako je pa kaj z avtotransfuzijo, ki ste jo prej omenili? Običajno koliko dni pred predvideno operacijo pridejo darovalci krvi v vaš center? Pacienti, kateri so predvideni za operativni poseg, praviloma so to ortopedski pacienti, lahko pridejo, in to je praviloma 2 do 3 tedne. V glavnem 3 tedne pred operativnim posegom pridejo in potem pa odzamemo eno enoto krvi in shranimo, potem imajo za operativni poseg. Nekoč je teh avtotransfuzij bilo dosti več, kot je to danes. Predvsem je to na račun izboljšanja tehnike dela operaterjev, tako da ortopedske operacije potekajo res zdaj z dosti manjšo porabo krvi, tako da so izboljšali tehniko dela in potem tudi poraba krvi je manjša, tako da tudi avtotransfuzija se v manjšem procentu dela kot prej. Pa sicer so slednjo nekako ozaveščeni pacienti, kar v večini ali niti ne? Da je možnost. Da je sploh možnost, da sami sebi darujejo kri. Koliko so ozaveščeni, ne vemo, v glavnem na ortopediji, kadar jih pripravljajo za operativni poseg, dobijo, tako, seznanijo in dobijo tudi informacijsko gradivo, zloženko o avtotransfuziji, takrat pa dobijo informacijo o tem. Na splošno mislim, koliko so ljudje informirani o tej možnosti, to pa ne vem, ampak to ortopedski bolniki, takrat oni pa dobijo tisto informacijo. Sicer pa zaloge krvi niso odvisne le od krvodajalcev, pač pa tudi od same porabe, ki je vedno znova nepredvidljiva. Drži? Tako. V Mariboru praviloma oziroma tedensko porabimo okoli 300 do 350 enot krvi. Je seveda odvisno od naročila strani klinikov, od porabnikov, tako da zaloge uravnavamo seveda, tako kot sem že omenila, planiramo na podlagi porabe.
Pomembno je zelo recimo pri planiranju krvodajalskih akcij, da imamo, ker imamo večje, manjše akcije, da so te nekako porazdeljene, da niso zdaj na kupu samo velike, pa potem male akcije, tako da je to treba zelo pravilno uravnavati. Porabniki so predvsem, kar se tiče kirurških bolnikov, to so splošna kirurgija, bolniki, kateri grejo na abdominalne operacije, potem pa politravma, velike poškodbe. Pri abdominalnih operacijah seveda operacije jeter, kardiokirurgija, srčne operacije, to so veliki porabniki. Kar se pa tiče potem seveda po operativnem posegu, ko so oni v intenzivnih enotah, takrat je tudi poraba na teh oddelkih. Pri internističnih bolnikih so to predvsem hematološki bolniki, kateri imajo te maligne bolezni kostnega mozga, tako da so potem tukaj večji porabniki in seveda tudi intenzivne enote na internističnem oddelku. Ali se po vaših izkušnjah na začetku darovanja krvi veliko ljudi spopada z različnimi strahovi, pa mora biti tudi s pomisleki, se vam kdaj zaupajo? Praviloma že, ko se odločijo, da pridejo, so, mislim, s temi pomisleki razčistili. Če so pa kakršnakoli vprašanja, pomisleki, seveda potem smo tukaj, da jim damo pojasnilo, da jim razložimo. Če pa se kdorkoli potem vidimo, da je neki strah prisoten ali pa da bi mogoče rajši kdaj drugič prišel, potem pa se tudi dogovorimo. Naj se premisli, naj se potem odloči, ker na silo nema smisla, niti slučajno. Kako pogosto lahko darujemo kri? Koliko časa mora preteči med enim in drugim darovanjem? Moški lahko darujejo na 3 mesece, ženske na 4 mesece, tako da je to je za darovanje polne krvi. Pri posebnih odzemih pa je nekoliko drugače. In zakaj ta razlika med spoloma? Razlika med spoloma je zaradi tega, ker je pri ženskah, sami vemo, da so naravni odliv, je tudi recimo mesečno, ženske imajo tisto mesečno perilo, tako da je tudi tu izguba krvi in zato potem tudi ta nivo hemoglobina je potrebno vzdrževati in potem pa je zaradi tega takšna razlika. Ali drži, da sta v Sloveniji najpogostejši krvni skupini A in nič? Ja, krvna skupina A je 40% v Sloveniji zastopana, krvna skupina 0 pa 38%, krvna skupina B je 15% in krvna skupina AB je okoli 7%. In je zaradi teh odstotkov, ki ste jih pravkar navedli, lahko reči tudi, da je posledično po krvni skupini A in nič oziroma po teh krvnih skupinah nekako največje povpraševanje? Tako. Največ krvodajalcev, potem seveda, če je populaciji, potem pa je tudi največ teh bolnikov. Čeprav je nepredvidljivo včasih, tako da je potem, ko se zgodi, da je velika poraba oziroma da je manjša zaloga ene krvne skupine, je takrat ko za nalašč več bolnikov, pravkar te skupine in potem pa se seveda potem ustrezno ukrepamo, da se potem zaloge potem korigirajo, ampak je največ normalno seveda teh bolnikov. In če morda razjasniva še, že prej ste omenili recimo enote krvi. V Mariboru nekako 350 približno na teden je potrebnih. Ena enota pa predstavlja koliko mililitrov? Ena enota, mi rečemo, ena enota je koncentriranih eritrocitov, je iz enega odzema polne krvi. 450 mililitrov smo rekli. 450 mililitrov je polna kri. V tej vrečki odzemni, v katero teče ta kri, je tudi ta tekočina proti strajevanju. Ta se v procesu predelave potem razdeli med vse komponente, medtem ko se potem na eritrocite še nalije ohranitvena tekočina, katera jih omogoča, da preživijo do 42 dni. Tako da ta enota koncentriranih eritrocitov običajno je okoli 250 do 280 mililitrov. Nekoč smo govorili o mililitrih, tudi ko se je kri naročala strani klinikov, so naročali mililitre. Danes so to enote, ker se ve, da vsaka enota mora imeti takšen hematokrit, takšen volumen, toliko in toliko teh celic, tako da se potem točno ve in zato se govori o enotah, ker je standardizirano. Bi nam lahko postregli tudi s podatkom, približno koliko darovane krvi je potrebno imeti na zalogi pri enem večjem operativnem posegu, naprimer pri srčni operaciji? Ja, srčne operacije, odvisno je pa spet od samega posega, ali je to samo kakšen bypass, ali so potem menjave za klopke, tako da je tudi različna potem potreba. Kardiokirurgi naročajo praviloma 4 enote eritrocitov, 2 enote plazme, 1 enoto trombocitov in to se vedno rezervira in pripravi za kardiokirurgijo
kardiokirurško operacijo. Če je večja, lahko je potem to 6 enot, recimo, ampak praviloma je tako, kot sem omenila, s tem, da so kardiokirurgi tudi zelo izboljšali tehniko dela, tako da tistih začetkih kardiokirurgije v UKC Maribor je to bilo po 8 enot eritrocitov od 8 krvodajalcev, zdaj pa je to seveda skoraj polovično, ne. Potem pa so še drugi operativni posegi, recimo jetrne operacije, to je zelo velika poraba krvi, predvsem če pride do kakšnih zapletov, to so večji posegi, transplantacija jeter seveda se pri nam ne izvaja, ampak je tu velika poraba, to je 10, 15, 20 enot potrebno, tudi so vkolikor so kakšni zapleti, pri poškodovancih velike poškodbe, politravma, to je tudi velika poraba, lahko do praktično masivna transfuzija je potem več kot 10 enot krvi, če se da, potem pa sledi odvisno od operativnega posega. Tudi so lahko pri poporodni zapleti, krvavitve, to so taka res urgentna stanja, takrat so tudi lahko porabe krvi velike. In če je potreba po krvi večja od tiste predvidene, ki jo imajo nekako na zalogi, ste vi ves čas v nekem kontaktu in lahko hitro priskrbite dodatno kri? Za tisto, recimo, ko se kri naroči in se potem rezervira, je točno določen postopek, katera testiranja se potem naredijo. Naredi se navzkrižni preizkus, ker se na ta način ugotavlja skladnost dajalca in krvodajalca in bolnika, torej dajalčevih eritrocitov in bolnikove plazme. Takrat so te enote pripravljene, dane na stran v našem hladilniku in se točno ve, za operacijo ta pacient dobi to pripravljeno kri. Vkolikor pride do zapleta in pride do urgentnega stanja, takrat tudi ni časa včasih za takšna testiranja. Takrat se tudi mora izdati krvnoskupinsko skladna kri, brez navzkrižnega preizkusa, ampak smo določene teste za varnost opravili že prej in takrat se potem izdaja na ta način. To so primeri, ko pride do zapleta, ko ni časa za ta testiranja. Tudi recimo, vkolikor je kakšna poškodba, da nimamo vzorca krvi od bolnika za testiranje, nimamo časa določiti krvno skupino, takrat se ve, da se mora v takšnem primeru izdati tista univerzalna krvna skupina, govorimo o univerzalnih eritrocitih in to so 0 negativni. Takrat potem izdamo za tega bolnika 2-3 vrečke oziroma enote 0 negativnih eritrocitov, potem pa, ko določimo njegovo krvno skupino, nadaljujemo z testiranjem in izdajanjem oziroma pripravo njegove krvne skupine. Tako. In če se sedaj osredotočiva še na naš lokalni prostor, kdaj se je v mariborski bolnišnici prvič pojavila transfuzijska dejavnost in kako se je slednja potem tudi razvijala skozi čas, vse do danes? Prva transfuzija v Sloveniji je narejena bila v Mariboru in sicer to je bil dr. Adolf Ramšak, kateri je 1926. leta izvedel prvo transfuzijo krvi. Potem pa sama transfuzijska postaja je bila formirana 1949. leta in od takrat je postopoma sledil razvoj od te transfuzijske postaje na transfuzijski oddelek, na oddelek za transfuziologijo, imunohematologijo in od leta 2007 pa je Center za transfuzijsko medicino. Seveda je potekal razvoj skladno z razvojem stroke, tako da smo temu sledili, koliko se je le dalo in mislim, da uspešno. Želimo si pa seveda še naprej razvijati. Kako je torej danes organiziran vaš Center za transfuzijsko medicino in kateri profili poklicev vse so zaposleni? Tako, naš Center za transfuzijsko medicino je organiziran glede na dejavnosti, katero izvajamo in mi potem v skladu z ISO standardov, katerega smo pridobili leta 2005 in vsemi tistimi zahtevami za zagotavljanje kakovosti smo nekako razdelili glede procesov. Proces zbiranja krvi, kateri potem je tu proces preskrbe s krvjo, ki zajema zbiranje, predelavo, shranjevanje in distribucijo, potem pa je laboratorijska dejavnost in klinično ambulantna dejavnost. Znotraj
teh dejavnosti, kar se tiče profilov, pa bi lahko rekla takole. To so zdravniki, specialisti transfuzijske medicine, to so diplomirane medicinske sestre, katere izvajajo predvsem odvzeme krvi, predelavo, delajo v shranjevanju, razdeljevanju. Laboratorijski kader, to so inženirji laboratorijske biomedicine, laboratorijski tehniki, tudi specialisti medicinske biokemije, kateri so zaposleni v laboratorijih. To je v glavnem so to profili, katere zaposlujemo. Tako da gre za kar veliko pestrost različnih poklicev, bi lahko rekli. In poklicev in vseh postopkov, katere izvajamo, ker je laboratorijska dejavnost je tudi široka, ne samo, da testiramo krvodajalce za vse tiste predpisane teste, preiskave, ampak tudi bolnike. Tako da to so imunohematološke preiskave, mikrobiološke oziroma virološke preiskave in laboratorij za hemostazo, tako da je zelo velika paleta teh preiskav, katere izvajamo. Kako bi pa kaj opisali vaše sodelovanje tudi s Ptujem in Mursko Soboto? Ja, v okviru te reorganizacije transfuzijske službe sta ta dva oddelka bila priključena Centru za transfuzijsko medicino leta 2009, tako da je enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj, Murska Sobota. Zbiranje krvi se izvaja tudi v teh enotah in sicer v Murski Soboti ponedeljek in četrtek, na Ptuju torek in četrtek. Kri, katera se zbere v teh enotah, se pripelje v Maribor in tu se predeluje, tu se testira in se potem seveda odvisno od potreb, odvisno od porabe v bolnišnicah Ptuj, Murska Sobota tudi določene komponente, pripravki tudi odpeljajo v te enote. Sicer pa redno pripravljate tudi različne krvodajalske akcije na terenu. Mislim, da ste lastniki tudi prav posebnega avtobusa. Ja, smo. Ta avtobus, projekt je trajal od 2010 do 2015 in novembra 2015 smo mi ta avtobus, če lahko rečem, končno prevzeli, je bil narejen in prevzet strani UKC-ja. Ne morem, da ne bi omenila tistega, kateri je to oziroma podal inicijativo, gospod Žebela, stokratni krvodajalec iz Šentilja. Tako da ta avtobus smo v lanskem letu praktično začeli postopoma uporabljati. Namen avtobusa je seveda predvsem za manjše terenske krvodajalske akcije, zaradi tega, ker je v avtobusu so 4 odzemna mesta. Za večje akcije, ko je to večje število krvodajalcev nad 40, takrat moramo seveda imeti več teh odzemnih mest, takrat se to izvaja po starem, bi rekla, v šolah in tako naprej. Z avtobusom razen teh odzemov izvajamo tudi namen promocije vsekakor, tako da smo v lanskem letu bili prisotni na prvem sejmu, mednarodnem sejmu sodobne medicine v Gornji Radgoni. Tega se bomo udeležili spet zdaj aprila, 6. do 8. aprila ponovno. V promocijske namene smo prisotni tam, da pokažemo, kako to izgleda. Tudi določevali bomo krvne skupine, pa tudi malo ozaveščali glede krvodajalstva. Tako da v lanskem letu smo bili prisotni še v Ljubljani, ko je bilo tekmovanje ekip v okviru Rdečega križa, organizacija Rdečega križa, tudi na Kongresnem trgu, tam smo tudi določevali krvne skupine in se pogovarjali o krvodajalstvu. V letošnjem letu pa imamo tudi, moram povedati, v ta ponedeljek smo z avtobusom bili tudi v podjetju Mariborskem vodovod, ker je podjetje Mariborski vodovod vedno bilo, kar se tiče krvodajalstva, na visokem nivoju in so želeli oživitev te dejavnosti. Malo je v enem času bilo manjša aktivnost, ampak zdaj so ta krvodajalski aktiv ponovno formirali in so nas povabili oziroma smo se dogovorili za en odzem na avtobusu v okviru tudi Svetovni dan voda je bil. Tako da smo nekako počastili in združili prijetno s koristnim. In smo ta odzem opravili uspešno v ponedeljek v obojestransko zadovoljstvo. Sicer pa se tudi mladi vse pogosteje odločajo za krvodajalstvo, verjetno k temu pripomore tudi akcija Častim pol litra krvi, ki je že nekaj let znana in tradicionalna med študenti.
To je verjetno samo dobrodošlo. Ja, zdaj aprila bo spet. Aprila in oktobra so študentske akcije krvodajalske, tako da smo tega odziva veseli in tisti mladi, kateri to delajo, se zelo angažirajo in so to svoje delo res opravljajo zelo dobro. To je Luc Horvat, kateri je v študentski v Šovmu, tako da je njega res za pohvaliti. Moram pa povedati še, da je Društvo študentov medicinske fakultete v Mariboru s projektom Eprovetka naredilo tudi ogromno na področju krvodajalstva in promocije krvodajalstva. Začeli so z tem projektom Eprovetka leta 2010 z pridobivanjem prostovoljcev oziroma potencialnih darovalcev kostnega mozga za vpis v register Slovenija donor, potem so svojo aktivnost razširili tudi na področje krvodajalstva in izvajajo tudi izobraževanje v šolah in zelo veliko so naredili. Tako. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za to prijetno druženje in se vam zahvaljujem za veliko poslanstvo, ki ga vsakodnevno opravljate. Želim vam še veliko uspehov in upam, da se še kdaj srečamo pri nas. Hvala vam za povabilo in tudi prijetno druženje. Jaz pa izkoristim še priliko in vabim vse mlade, zdrave in tiste, kateri so že v naših vrstah krvodajalcev, da to tudi ostanejo, da postanejo in da potem pomagamo bolnikom. Hvala lepa. Hvala vam. Tako, nocojšnjo oddajo smo posvetili krvodajalstvu. Na klepet sem povabila predstojnico Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, gospo Lidijo Lokar, doktorico medicine, specialistko transfuzijske medicine. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji četrtek ob 21. ko bomo govorili o raku želodca. V studiu bom gostila specialista abdominalne kirurgije, doktorja Tomaža Jagriča, doktorja medicine z oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo UKC Maribor. Bodite z nami, lahko noč!